Koliko je bil vaš odnos do denarja pravzaprav vaša izbira? Ali pa je bilo vse strah, da nimate dovolj, občutek krivde, da želite več, stalni občutek, da nikoli nimate dovolj uprogramirano v vas, preden ste sploh razumeli, kaj je bankovec za $20? Na ta videoposnetek niste kliknili po naključju. Neki tihi, a močni del vas že ve, da denar ni le papir, ni le trud in zagotovo ni le sreča. Denar je energija, vibracijsko polje, natančno ogledalo tega, kar čutite, verjamete in dopuščate. In dokler ste obtičali v načinu preživetja, programirani, da ga lovite, rešujete iz strahu in se počutite krive, ko ga prejmete, vam bo denar še naprej polzel skozi prste kot voda, ko ga boste poskušali prijeti premočno. Lahko imaš vse diplome, delaš 18 ur na dan, ponavljaš afirmacije in delaš preglednice, dokler ne pomodriš. Če vaša notranja energija pravi, nisem dovolj ali denar ni varen, se bo vesolje odzvalo z več enakega, ker denar, v nasprotju s tem, kar so vam povedali, ne nagrajuje truda, odziva se na vašo frekvenco. In to je resnica, ki ti je nihče ni povedal do zdaj. V tem videu boste razumeli, zakaj je vse, kar so vas učili o denarju, zastarelo. Kmalu boste odkrili, kar duhovni mojstri, kvantni fiziki in pravi alkimisti realnosti že vedo. Denarja vam ni treba osvojiti, temveč se morate uskladiti z njim. In to spremeni vse. A pozor, to znanje ni samo transformativno, je tudi nevarno, saj ko ga enkrat razumeš, se ne moreš več skrivati za izgovori. Postanete edini odgovorni za svojo finančno realnost in hkrati edini, ki jo je sposoben popolnoma spremeniti. Ste pripravljeni prekiniti urok? Pogledati se v ogledalo in spoznati, da nikoli ni šlo za zasluge, ampak za harmonijo? Če je tako, potem pripravi svoj dikaj s srcem in se potopi z menoj, ker se vse začne zdaj. Rodili ste se svobodni, a preden ste se sploh naučili hoditi, ste bili že pogojeni. Notri videz nedolžne fraze, kot so denar ne raste na drevesih, tega ne zmoreš ali to je predrago, so se zasidrale v tvojo podzavest. Vsak izraz pomankanja, ki ste ga slišali v otroštvu, je postal tiha koda, ki je oblikovala vaš odnos do denarja, ne da bi se tega sploh zavedali. Ta nevidna očaranost se je začela z ljubeznijo, starši so poskušali zaščititi, učitelji so poskušali učiti, vere so skušali rešiti, končalo pa se je z ječo, prepričanjem, da je bogastvo nedosegljivo, nevarno ali celo nezaželeno. Najbolj perverzna stvar pri tem programiranju je, da deluje tiho. Vsak dan se zbudite, izpolnjujete svoje obveznosti, skušate varčevati, s trudom plačujete položnice, pa se še vedno počutite, kot da vse čas tečete za nekom, kot da je s tabo nekaj narobe. Ampak ni enega. Napaka je v kodi, v načinu, kako je bil vaš živčni sistem izurjen, da povezuje denar s trpljenjem, vrednost s bolečino, uspeh z žrtvovanjem. Zdaj pa poglejmo to podrobneje. Znanost je že pokazala, da 95% naših vsakodnevnih odločitev prihaja iz nezavednega in da se je to nezavedno oblikovalo do 7. leta starosti. Predstavljajte se potem vpliv odraščanja v domu, kjer so bili računi razlog za prepir, kjer je blaginja za nekatere veljala za greh ali privilegij. Tisto, kar ste se naučili, ni bilo uspevati, temveč preživeti in to je postalo vaša vibracijska podlaga. Toda tu stvari postanejo še bolj čudne. Jezik denarja ni racionalen, je čustven. Denar ne prisluhne temu, kar želite, temveč temu, kar čutite. Če notranje vibrirate strah, negotovost, krivda ali navezanost, ne glede na to, kako močno se trudite pridobiti več, je tok blokiran. Morda boste celo pritegnili priložnosti, a jih ne boste mogli obdržati, saj je energija, ki ohranja denar, ista, ki ga privlači, varnost, svoboda, zaupanje. Zdaj pa razmislite z mano, koliko finančnih odločitev ste sprejeli iz strahu in neintuicije. Kolikokrat ste sprejeli manj, ko ste se zaslužili, samo da ne bi izgubili stranke? Kolikokrat ste molčali zaradi sramu, ker ste bili videti ambiciozni? In kar je najbolj zaskrbljujoče, koliko teh stališč je bilo podedovanih in nikoli dvomljivih? Ali morda ta nevidni urok sabotira vašo celotno sposobnost, da uspevate? Ste pripravljeni izvedeti, kaj se zgodi, ko zlomimo to kodo? Vesolje ne razume napora, razume pogostost. Sprva se morda zdi absurdno, navsezadnje smo odrasli v poslušanju, da je trdo delo uspeh,
da je trud sinonim za zasluge. Toda če bi bilo tako, zakaj toliko izčrpanih ljudi ostaja ujetih v pomankanju, drugi pa z veliko manj žrtev živijo v izobilju? Odgovor je preprost in zaskrbljujoč. Denar ne prihaja iz znoja, prihaja iz vibracij. Kar čutite, je močnejše od tega, kar počnete. Tu se kvantna fizika sreča s starodavno duhovnostjo. Učinek opazovalca, testiran v laboratoriju, dokazuje, da se realno spreminja glede na zavest opazovalca. Prevedeno, tisto, v kar verjamete, projicirate in vibrirate, se manifestira. To ni magija, je znanost, ki se uporablja za nevidno. Vaše elektromagnetno polje vse čas oddaja signale in denar se preprosto odzove. To nas pripelje do nujnega vprašanja. Kaj točno oddajate? Če se bojite izgube, se počutite neuredni ali ste obremenjeni z obveznostmi, denar to zazna in se odzove z blokado. Pogostost pomankanja ima vonj, teksturo, kodo. Je subtilen, a natančen. Je v grlu, v prsih, ko pride račun, v občutku krivde, ko se predajate užitku, v nervozi, ko se pogovarjate o cenah. Vse to sporoča vesolju eno samo sporočilo. Nisem varen kraj za sprejem. Ali lahko ti nauki odklenejo globoke vpoglede v naš Na drugi strani pa obstaja povsem druga frekvenca, frekvenca toka. Ta frekvenca se rodi iz notranje vrednosti, iz vibracijske umirjenosti, iz pristne hvaležnosti. Ne kriči, ne beži, ne prosjači, se tiho razširi. In kjer živi, se denar počuti kot doma. Ko vstopiš v to stanje, ti ni treba več loviti, postaneš magnetičen. Obilje vas začne iskati in to spremeni vse. Se ne gre več za trdo delo, ampak za delo z energijsko skladnostjo. Ne gre le za pozitivno razmišljanje, gre za občutek celovitosti. Energija obilja je kot radijska postaja. Če se na napačni frekvenci, ne glede na glasnost, prave pesmi ne bo nikoli predvajala. In večina ljudi živi s svojimi številčnicami, nastavljenimi na frekvenco pomankanja in čaka na čudež. To, da tu je sprememba, to frekvenco lahko spremenite z namenom, z vajo, z zavedanjem. Ne gre za razmišljanje o denarju, ampak za razmišljanje kot nekdo, ki ga že ima, obnašanje kot nekdo, ki ga že prejema, govorjenje kot nekdo, ki ga že ima. To je preskok identitete. Ne več žrtev sistema, ampak soustvarjalec svoje realnosti. Ste pripravljeni svoje polje uglasiti s kodo obilja? Življenja ne boste spremenili z idejo, spremenili ga boste s prakso. Ker v nasprotju s tem, kar so vam povedali, obilja ne ustvarja pozitivno razmišljanje, temveč skladnost med tem, kar mislite, čutite in počnete. Reprogramiranje vašega energetskega polja se začne v nevidnem, vendar se krepi z zavestnimi, dnevnimi in namernimi dejanji. In tu ni prostora za premljevanje. Ali spremenite svoj ritual, ali pa še naprej oddajate isti pokvarjen signal, ki je sabotiral vašo blaginjo. To, da tu je nepričakovan preobrat. Sprememba je preprostejša, kot se zdi. Začnite z osnovami, svojim prostorom. Nered okoli vas je neposreden odraz nereda v vas. Če je vaš dom neorganiziran, vaša energija uhaja. Čiščenje, organiziranje in prezračevanje z namenom je več kot le estetika. To je magnetizem. Vesolju sporočate, pripravljen sem sprejeti. Vaš dom postane tempelj, vaše telo magnet. Potem pride moč glegovla. Besede so v roki. Vsakič, ko rečete težko je, nimam denarja, trenutno ne zmorem, v svoj vdelate kot do pomankanja. Spremenite jih v razširitvene ukaze. Denar me zlahka najde. Sem vir, ne pomankanje. Vse, kar vložim, se vrne pomnoženo. Sprva se morda sliši lažno in to je normalno, toda s ponavljanjem in čustvi laž postane prepričanje in prepričanje postane resničnost. Ste se pripravljeni soočiti z najvišjo resnico? Zdaj prihaja najmočnejši ritual, dejanje dejanja. Da, dajte denar, tudi če je malo. Ne zaradi moralne obveznosti ali dobrodelnosti, temveč kot čarobna gesta zaupanja. Ko zavestno dajete, pravite, zaupam toku. In vesolje se odzove, ker mora energija denarja krožiti. Zadrževanje strahu je kot zadrževanje zraka v pljučih. Zadušiš tisto, kar bi moralo biti prosto. In tukaj je malo izgovorjena skrivnost. Ustvarite svojo ovojnico obilja. Od vsega, kar prejmete, dajte na stran simbolično količino. Lahko 5, lahko 1, 0 in z namenom prihranite. Ni za nujne primere, je za utrjevanje nove identitete. Imam več kot dovolj.
Ta preprosta poteza spremeni način, kako vaš dojema denar, iz nečesa, kar je bilo nekoč strašljivo, v nekaj, kar je zdaj nepotrebno. Vključuje tudi ritual spanja. Pred spanjem zaključite dan s hvaležnostjo in vizualizacijo. Predstavljajte si, da je vaš bančni račun poln. Začutite mir brez skrbi. Vizualizirajte, kako se prebujate ob novih priložnostih, ki se vam bližajo. Nezavedno je takrat bolj dojemljivo in vse, kar poseješ pred spanjem, vzklije kot frekvenca na polju. Rituali niso mistika, so duhovna tehnologija, orodje za govorjenje jezika vaše podzavesti. Bolj ko ste dosledni, močnejši je signal, ki ga oddajate. In močnejši kot je signal, hitrejša je vrnitev. Se lahko predstavljate, kdo bi postali, če bi s to prakso vztrajali le 30 dni? Ne pritegneš tistega, kar želiš, pritegneš to, kar si. In morda je to najtežja in hkrati najbolj osvobajajoča resnica o denarju in obilju. Ker medtem, ko se prizadevate zaslužiti več, odplačati dolg ali manifestirati novo realnost, ignorirate bistveno vprašanje. Kdo morate postati, da bo denar ostal? Ne samo, da pride, ampak da ostane, raste, teče. Odgovor se skriva v vaši energijski identiteti. Večina ljudi, ki prejema denar, ne da bi bili energijsko pripravljeni, izgubi vse. To ni smola, to je kolaps polja. Temu kabalisti pravijo razbijanje posod. Denar prihaja, vendar ga notranja posoda, vaš vaš živčni sistem, vaše prepričanja ne more zadržati. In potem se to prekine, vrne se pomankanje, lekcija se ponovi. Ste pripravljeni prekiniti ta krog? Edini izhod je obnova kanala. In to se začne z novim načinom videnja sebe. Ne kot nekoga, ki poskuša dobiti denar, ampak kot nekoga, ki nosi energijo obilja. Ta razlika je brutalna, ker spremeni odnos, spremeni odločitve, spremeni meje. Človek, ki razume, da je njegova energija njegovo pravo bogastvo, začne delovati dostojanstveno, neobupano. Zavrača tisto, kar mu ni v čast, brez strahu vlaga vase. Reče ne tistemu, kar ga izčrpava, in da tistemu, kar ga širi. A to zahteva pogum, zahteva opustitev stare identitete, borca, trpečega, tistega, ki naredi vse za druge, a pozabi nase. Ta značaj morate ubiti sočutjem, se jim zahvaliti, da so vas pripeljali sem, a jih opozoriti, da je od zdaj naprej tisti, ki vodi, različica, ki je usklajena s tokom, tisti, ki sprejema brez krivde, deli brez strahu in živi z namenom, ne samo s preglednicami. Zdaj pa pomislite z mano, kdaj ste se nazadnje počutili bogate, ne v stanju na računu, ampak v telesu, v duši. Kdaj ste v prebujanju začutili mir, svobodo odločanja, prostor ustvarjanja brez pritiska. Ta občutek je pravi pokazatelj blaginje in ne pride, ko je zunaj vse dobro. Rodi se, ko se odločiš, da boš dobro tu notri. Ste pripravljeni živeti, kot da že imate vse, kar ste si vedno želeli? Nova identiteta ni ponarejena, prakticira se z doslednostjo, z namenom, z odločitvami, ki pravijo: jaz sem obilje v gibanju. Ta identiteta se ne vidi iz strahu, ne trati energije za upravičevanje svojih želja. Razumite, da je denar le odsev, in če ta odsev še vedno kaže pomankanje, je to zato, ker je treba notranje ogledalo še polirati. Dobra novica, ta proces se je že začel. Ko ste prišli sem, ste že aktivirali kodo. Zdaj je stvar vzdrževanja vibracij, zvestobe temu, kar se odločite biti, spoštovanja te nove frekvence, tudi ko stari vzorci spet potrkajo. Kajti pravo bogastvo ni tisto, kar imaš, ampak tisto, kar ti omogoča, da si. Če ste prišli tako daleč, globoko vdihnite. Res, počasi izdihnite, saj ste pravkar prestopili nevidno mejo. Tisto, ki ločuje tiste, ki samo uživajo informacije, od tistih, ki so pripravljeni na pravo preobrazbo. Želim se vam zahvaliti, ne le za gledanje te vsebine, ampak za to, da jo občutite. Ker da, to sporočilo je bilo ustvarjeno z besedami, vendar je bilo namenjeno dotiku tistega, kar je za vašimi očmi. In če vas je nekako pretreslo v notranjosti, vam zavibriralo v prsih ali utihnilo v mislih, je to zato, ker je seme že posejano in ga zdaj ni več mogoče prezreti. Veš, bil sem tudi že tam, ko ti zastane cmok v grlu, ko vidiš stanje na računu. Prav tako me je bilo sram zaračunavati tisto, kar je pošteno, strah me je bilo,
da bom izgubil vse. Krivo sem želel več. In leta sem mislil, da je težava v pomanjkanju discipline ali finančne inteligence, dokler nisem razumel. Težava ni bil denar, ampak moja energija. Bil je odmev starodavnih glasov, ki so govorili, to ni zate. Danes, ko gledam nazaj, ugotavljam, ni mi manjkalo sposobnosti, manjkalo mi je notranjega, tihega, osebnega dovoljenja. In zdaj si ti tisti, ki si moraš dati to dovoljenje. Če je ta video vas kaj vzbudil, všečkajte. Ne le za podporo kanalu, ampak kot signal vesolju. Pripravljen sem. In če se še nisi naročil, prijatelj, zamujaš priložnost, da bi bil del skupnosti, ki na novo piše svojo usodo. Kliknite, se naročite in aktivirajte zvonec. Hvala in blagoslovi.